Cin, 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 sončki pojejo, lep je tam božični čas, ki prinaša zimo nas. Hej, ali v vas? Who cares? Hejla, ne vem, če sem vas že danes prav pozdravila v vlogu, ampak torej danes je 5. december, danes sva spala malo dlje. Dobila sem tudi SMS, da naj bi prišla danes pošta, kar mi je ful čudno, glede na to, da pač sobota sem, da prijajo paketi sam pri meni, ne vem, kdaj nazadnje prišel sobota. Da zdaj čakam in upam, da res pridem. Drugače pa zdaj, ko ste gledate na začetku, če se sprašujete, zakaj je bil včeraj, zakaj sem uploadala 2 videa. Imela sem težave z vlogmastom številka 3, nekaj je šlo narobe in sem mogla nekaj ven editati in ga enostavno YouTube več ni hotel nazaj uploadati. Pač skozi je bil kao v obdelavi in sem ga pač mogla dati pod zasebnega in sem ga mogla reuploadati in sem ga pač hotela objaviti pred 4, kar pomeni, da sta prišla 2 skoraj na isti čas. Zdaj se pravim tuširati, ampak bom prvo nekaj pokazala. Včeraj sem omenila, da sem šla v DM zvečer in sem šla in niso imeli šampona, ki sem ga hotela kupiti. Ne vem, če ste kaj videli, ampak jaz sem zadnjič v DM-u in sem imeli one velike, mislim, da več kot literske Pantene, če se ne motim, in sem hotela tisti šampon pač kupiti, ker mi je vzgledal full cool, sam zaradi tega. In pa enega Head & Shoulders, zaradi tega, ker moče vam povedala malo kasneje, ne vem, če vas zanima, ampak o lasišču, verjetno malo kasneje, ki sem šla prvo glavo prat. Ampak ja, kupila sem enega Head & Shoulders, ki je bil znižen iz 5 € pa nekaj na 3,99. In prijem na blagajno in mi ona gospa reče pač, da se zdi neka akcija v tem. Jaz pač tak, ja, načeloma je znižen. Ona tak, ne. Ja, so ok, vrejo, nekam odleti in mislim, reče, a bi imeli istega enega drugega? In se ga pač vseeno lahko date kar istega. In prijem nazaj in mi presta še en, da sem nas za 3,99 € dobila 2 Head & Shouldersa, različna, hvala Bogu. Nisem hodila komplicirati, pa sem ga imela da istega, ampak je po mojem pač pozabila, ker je bil in je kar vzela enega drugega. Tako da, very cool. Pa še dansko imajo ti pH balansiran, kar je ful vrejo. Me res zanima, kako bo delovalo, zaradi tega, ker ogromno jih ima, mislim, da previsok pH šamponi, ta pa naj bi imel kao pH balance, da me res zanima, če bojo ok. Ta si po mojem šla zdaj kar glavo prat. In vam pol javim, moče malo povem glede lasišča in šampona in vsega, tako da. Torej, danes sem se odločila telovadila, to je Nastin izziv, vam bom linkala spodaj Nastin profil, pa lahko si vse pogledate pač na njej spletni strani pa to. Torej, potelovadila sem, glavo sem si zdaj prala, zdaj pa si bom posušila, pa se vam pol javim, ker zgledam, ne morem biti taka. Torej, danes je 5. Odpremo petko. I'm so bad at this. Danes je neke druge barve. Danes je pa moder. Sam po mojem spet navadna čokolada. Posušila sem se lasa, da pol si še moram urediti. Glavno, ja, modra čokoladica. Bomo pogledali, kakšna je ta modra čokoladica. Noter je bela. Pa še nekaj male prlice ima. Zanimivo. Poštar še ni prišel, ta predvidevam, da danes ne bo. In bomo verjetno dobila naslednji teden, tako da. Zdaj grem kuhat, teda pripravljeno in to moram še malo pospraviti. Torej, zrezki v gobovi omaki za kosilo, Coca-Cola Zero in pa Designated Survivor. Ok, torej, zravnali sem si lase, se lahko vidite, verjetno je kar velika razlika. In se odločila sem sedla in odgovorila nekaj vprašanj, zaradi tega, ker me že nekaj časa v bistvu sprašujete glede tudi Appla samega in dobila sem predvsem 2 vprašanji, na kateri bom se tudi odgovorila. Če pa še malo kot drugo vprašanje, kdo pa sem spodaj, pišite pa bom pač naslednjem. Zdaj, prvo vprašanje nima veze z Applom, ampak sem se spomnila, da me je ena punca vprašala, torej na katero šolo sem hodila in kam hodim zdaj. Jaz sem hodila na osnovno šolo Janka Glazerja prej in potem sem hodila na srednjo kemijsko in pozvala sem, kako se reče, na 4. gimnazijo v Rušah in zdaj sem na FDV v Ljubljani oziroma na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in to so bile vse moje šole, na katere sem jaz hodila.
Tako da ja. Potem drugo vprašanje ne vem, ali me sam eno osebo to sprašuje, ali me jih več, ampak je glede ure, ker dobivam dosti vprašanj. Zdaj, trenutno imam 6, moja stara uro sem prodala. Jaz imam pa v bistvu 6, imam video na temo moje ure in vam ga bom linkala spodaj, če vas tisto zanima, drugače pa zakaj jaz uporabljam, je bilo v bistvu vprašanje. Zdaj moram govoriti, zakaj jaz uro uporabljam in ne vem točno, ampak poleg tega, da gledam na uro za čas, mi je ful fajn zaradi tega, ker me pač skozi opominja, če dobim kak SMS, če me kdo kliče, mi je ful fajn za službo, zaradi tega, ker včasih, ko sem delala, vem, da je pri eni, da ne smeš imeti telefone skozi pri sebi in če imaš ti uro gor in je v bistvu dovolj blizu telefona, bom še vedno dobila vse notifikacije, če me kdo kliče, pa kaj takega pomembnega. Fajn je bilo na faksu, ker sem videla, da mi je kdo pisal ali pa klical in pač recimo, če sem na sprehodu ali pa karkoli delam in mi ura zavibrira, lahko pogledam in če mi recimo nekdo piše, se lahko odločim, torej ali vzamem telefon in odgovorim ali bom pač počakala in bom kasneje odgovorila, ker zdaj trenutno nimam časa in pač tako vem, da je nujno. Poleg tega, če se ne morem pogovarjati po telefonu ali kaj takega, lahko kar direktno z ure napišem hiter SMS oziroma imam že pripravljene hitre SMS-e in sam pošljem, torej ne vem, delam, pokličem pol ali pa kaj takega v tem smislu. In fajn mi je zaradi tega, ker tudi če me recimo nekdo kliče in potem napiše SMS, torej kaj je bila fora, lahko takoj vidim in če je tako ono, joj, nujno me pokliči, bom pač šla in bom poklicala kjerkoli sem. Medtem ko če sem tak, ne vem, da mi pač nekdo nekaj pove, pač počakam in grem pol odgovoriti. Uporabljam uro tudi za kalorije, kar je del tega. Ogromno jih uporabljam za šport. Jaz osebno, ko sem dansko trenirala gimnastiko in atletiko, nisem imela še ure. Tako da zdaj, ko jo imam, bi mi dansko bilo ful zanimivo, da je videla, koliko sem včasih na treningih dansko pokurila pa to, da pač vidiš, kakva je razlika oziroma koliko pokuriš na takem treningu. Drugače pa jo uporabljam, če telovadim, jo uporabljam, tako sem pač danes. Ko grem na sprehod, si jo ponavadi vklopim, vklopiš prav workout to walk, mislim outdoor walk in greš na sprehod in ti pač beleži, torej koliko kilometrov si prehodil, kje si hodil, kako hitro si hodil, koliko kalorij si pokuril, srčni utrip, pač ogromno zadev. Teda ja, jaz se uporabljam za vse to, poleg tega, da je pač, ne vem, ful je convenient, ker če nimaš, mislim, ni zdaj taka stvar, ki bi jaz predlagala res vsem, ker se eno je draga in se mi zdi, da če je pač, ne vem, kjera na spisku bi rekla, da jo kupite. Meni je ura ful vrejo, bom jo še imela, bom jo tudi imela dlje, novo kupila itd., ker mi je res ful fajna. Ampak recimo, če se zdaj odločate, recimo med iPadom pa uro, bi jaz po mojem vseeno vzela iPada za večino ljudi, razen če se res ukvarjate ful športom, pa vas to res ful zanima, ali pač da hočete imeti, whatever. Je ful fajna zadeva. Potem drugo vprašanje pa sem dobila danes in sicer, kaj bi jaz bolj priporočala, Magic Mouse ali Magic Trackpad od Apple. Jaz osebno imam trackpad, zaradi tega, ker mi je ful vrejo, ne vem, že prej, ko sem imela na MacBooku, pač ima trackpad in mi je bil vedno ful fajn za uporabljati. In ko sem se odločila, da si bom začela svoj računalnik priklopila na zunanji monitor, sem rabila neko miško in sem pač hotela trackpad, zaradi tega, ker ko jaz editam, ko karkoli delam, sem se ful navadila tega trackpada in njihove te funkcije oziroma, ja, pač funkcije, ko narediš 3 s 3 prsti ali pa z 2, so pač različne funkcije in sem se na to ful navadila na trackpad in zato sem se tudi potem odločila, sem kar trackpad kupila. Zdaj vem, da ima Magic Mouse tudi podobne funkcije in lahko to delate, ampak pač meni osebno, če bom jaz rabila nekako miško, ki ni trackpad, bom verjetno vzela od kakšne druge firme, ne vem, če bi vzela to Apple-ovo, razen če bi jo res dobila, ker pa kako sem jo uporabljala, mi enostavno ni bila tako fajn za uporabljati, sicer je res, da je nisem jaz uporabljala doma ali pa da bi jo imela par dni, mogoče bi spremenila svoje mnenje, če bi jo uporabljala dlje časa, ampak trackpad je res ena izmed najboljših zadev, ful je fajn. Medtem ko Magic Mouse se mi zdi, da bi lahko imel tudi kjero drugo. Ne vem, meni se osebno zdi, da je predraga za to, ne za to, kaj je, ampak če jaz osebno ne bi dala toliko denarja za verjetno Magic Mouse navaden. Oziroma, maybe bi dala sem se tega, če bi ga res hotela imeti eno miško, pa je bilo vse eno, kjero sem zaradi tega, ker je lepa, pač ker je Apple, ampak se mi pa ne zdi, da nekdo, ki mu je to predrago, da bi kupil sam zaradi tega, ker je kao Apple. Ne vem, lahko pa si greste pogledati kakšne trgovine, mislim zdaj težko,
Vem, da so razstavljene po različnih trgovinah, tako pa Big Bang ali pa iStyle ali pa katerega. Mislim, da imamo dansko razstavljene trackpade in Magic Mouse in jih greste sprobat, pa se pač lahko na podlagi tega odločite. Za moje potrebe je boljši trackpad, tako da ja, to je to. Njih par vprašanj sem odgovorila, še moram pogledati, če še kako, ker vem, da sem dobila njih par vprašanj, se moram odgovoriti. Ja, danes je kar hladno zunaj. Smo hotela iti na sprehod, se bomo po mojem šla, ampak jaz sem si danes rekla, da bom delala kar nekaj za faks. Pa se sem skos nekaj delala, se ne gre za to, da bi zapravljala čas, ampak nekak ni šlo skos. Zaenkrat, ura je v bistvu, ura je 3, fuck. Teda zdaj bi pa res mogla iti narediti za faks. Mislim, se imam časa, eno nalogo moram do sreda dati, eno pa do ponedeljka do polnoči, ampak imam še sredo kolokvij in sem si pač zadala, da bom delala zdaj in se počutim slabo, ker sem si to zadala in še nisem naredila. Ja, pol danes pa sem glih razmišljala, da je moče šla k staršem od fanta, ko so nama zadnjič nekaj stvari pripeljali, pa zdaj že res dolgo nisem bila tam, jaz doma na Štajerskem nisem bila že, sploh ne vem, kdaj sem bila nazadnje. Mislim, da za svoj rojsten dan, avgusta, in bi tudi domov rada šla, sem pač domov v Maribor je zdaj tak daleč je, ni nekaj ful prevozov, kamorkoli greš, če te pač pol ustavijo, lahko dobiš kazen in niti ne bi šla kar v eno avto, ker ne veš, če je oseba bolana ali pa če si jaz, recimo, da je bila pač kužna, ne bi kar upala iti enemu v avto in njih potencialno ogrožati. In domov sploh ne morem iti in nama je ful tak bad, medtem ko njegovi so vseeno v Ljubljani in sem pač razmišljala, da bi danes mogoče šla tja, ker se pravi, se dolgo nismo videli in upam, da bova šla, sem pač honestly še ne vem, bomo potem videla, se boste videli, drugače pa ja. Tudi za domov bi tam skoraj nekako skapirala, bila šla, ker ne vem točno, kako je zdaj to, če bi sploh, mislim, po mojem, zdaj ne smemo prehajati občine, ker pa mi danes ne smela iti domov, which I get it, mi se z moji babi z dedom sploh ne družimo, se sem vam zadnjič rekla, da ko smo bili na FaceTime-u, mi smo skoraj sosedi, pa se pač moji z mojima babi z dedom vidijo sam tok, da so si na 2 metra, 3 metra razdalje, medtem ko smo včasih jedli vsak dan kosilo pri njima, tako da ja, ampak že pogrešam, pač rada bi šla po eni strani malo domov, ampak se mi ful ne da za vsem tem obadati, torej, kako bom prišla domov, a lahko sploh, koga bom ogrožala, pač vse to in pol kak nazaj priti, zaradi tega, ker raje ostanem tu, kot pa da grem domov in pol ne morem priti nazaj, ker vseeno imam vse zadeve tukaj in živim v Ljubljani, tako da ja, mogoče bova se danes malo ustavila pri njemu doma. Ok, zdaj greva na sprehod, zunaj je dež, teda bom vzela zraven dežnike, preden, ja, greva pa že kar zdaj, ker sem se dansko prej odločila, da bom verjetno šla domov k njemu in bova šla nekje ob 7, zdaj pa je ura 4, pa še moram delati za faks preden greva, tako da, ja. Edino mogla bi zdaj najti, kje imam dežnike. Eden je tukaj. Našla zadeve, ključe imam in pičimo. Oblačila sem še dala prati eno rundo preden greva in zdaj sem si zravnala lase in grem ven na dež. Why do I do that to myself? Mrzlo. In zdaj sem že cela mokra, da vidim, da sem mi v lasi skravžljali. Zdaj dansko gledava ljubezen po domače, preden greva spat, da danes za faks ne bo glih ful. Kakve spletke so to na tej slovenski televiziji. Zdaj imam fantovo majico gor, ker sem se popackala po moji beli najpovi majici, ki sem rekla, da jo imam najraje. Jej. Če tam je tu čeč.
Jaz sem zdaj pač, mislim, dejansko je to pri nas